moj posel bolj tak, da se je treba bolj prilagajati na nek način. No. Ti pa tako neko špuro peleš. Ja, veš kaj, to lahko kar po želji. Ni. Kar sep, ja. Okay. Ja. Ful bi se ti rad zahvalil, no, ker si vzel čas. Hvala. Jaz ponavadi povem neko tako genezo, zakaj sem nekoga povabil. Pa imam tudi tukaj zgodbo. V bistvu me zanima, kaj te zanima o meni. Ja, v bistvu vse. Jaz občudujem posameznike, ki jaz bi rekel, da so najdel svoj lane v življenju ali pa flow. Okay. In tukaj je predvsem ustvarjanje pomembno. Ne? Ljudi, ki ustvarjajo nekaj izjemnega, nadpovprečnega, tako da to me vedno zanima. Tudi, če ni moje področje. Ne? Ok, evo, sem tukaj in se ti v bistvu prepuščam. Ja, evo, geneza. Okay. Jaz moram reči, da sem imel predsodek glede reality šovov v Sloveniji. Ali pa reality šovov na splošno. Ne? Te razumem. Ker tudi začeli so se tako, se mi zdi, Big Brother je bil prvi tak velik, in v bistvu vse je bilo na odnosih, ki so konfliktni, to je zanimivo, mogoče malo spolnosti, in to so ljudje pol gledali, neko tako resnično življenje. Ne? In jaz nimam kabelske tukaj, oziroma nimam programov in sem čist out bil leta in leta. Okay. In potem sem po nekem slučaju začel gledati letošnjo sezono Masterchefa. 10. Prvič. Niti tujih nisem gledal, nič nisem vedel. In v bistvu me je kar presenetilo. V bistvu je ta moj predsodek zginil in to pa zaradi tega, ker nisem mogel verjeti, kako ste z ekipo ali vi, ki ste bili sodniki, mentori, ne vem, kako bi pravilno. Sodniku, ja. Uradno sem sodnik, ja. Sodniki. Koliko je bilo vse na pozitivni ravni predstavljen, družinske vrednote, tudi tekmovalci med sabo so bili zelo prijazni drug do drugega. In v bistvu nisem mogel verjeti, da je to reality show. Ne? In tako, hotel sem sam reči, da se mi zdi ena izredno pozitivna stvar, ki se je zgodila. Ne? Oziroma se dogaja. Ne? Hvala ti za to. Ja. Sem tako počaščen oziroma mal celo pomirjen, da se to opazi. Predvsem pa od ljudi, redko res se zgodi, da srečam nekoga, da tega ne spremlja, pa jih je vsako leto recimo 5 in jih na nek način občudujem, da se lahko izognejo vsemu temu, ker kakorkoli, tudi če nimaš kabelske, imaš pa nekje drugje neka omrežja in pride, se te to dotakne. Je pa res, da v zadnjem obdobju Masterchefa, govorim v zadnjih recimo temu 5 letih, smo tudi na tem produkcijskem nivoju spremenili, malo šli mogoče od tega Big Brotherja, ker je pa čista hiša ustvarjala in je bila podobna ekipa in je bilo mogoče na nek način podobno razmišljanje in tako naprej. Ampak da smo se zdaj usmerili v to, da vsak izziv, ko ga sestavljamo, se vprašamo, kaj bo gledalec doma pred televizijo imel od tega. Kako bo on potegnil, največji dosežek je, da se naslednji dan cela Slovenija pogovarja o tem, parkrat nam je ratal in to je pa po moje glavni cilj in namen Masterchefa in tudi to je eden od razlogov, zakaj sem recimo tam zraven. 11. sezono zdaj pripravljamo. Kar ni malo. 11 sezon ti? Ja. Od začetka sva jaz pa Karim, potem je bila od začetka Alma, mislim, da prve 3, potem je Bine prišel, ki je imel gostilno, pa tako naprej. Smo se super poštekali, pol je pa zdaj šel na Goričko, celo družino in je na njegovo mesto prišel Mojmir. Tako da smo mi dva neka konstanta, ostali pa malo nek tak veter, ampak super, tudi Mojmir, top. Mislim, tudi tako, ja, tudi tako, kako dajete feedback ljudem, pa tako prav impresioniran sem bil. No? Jaz sem sicer iz biznis sveta, ne, in imaš take in drugačne izkušnje. Ne? Včasih je bolj na trdo, odnosi so bolj na trdi. Ne? Ampak tako podajanje feedbacka, učenje teh ljudi, ne? Pa tudi cele populacije oziroma gledalcev, ki ste vi kdaj kaj pripravili. Aha, še to, ja. Sproti razlagali, mislim, to mi je bilo tako izredno. No? Mislim, iskreno to govorim. Si šel kaj kuhati pol? Ne. Jaz Rad kuhaš?
Zelo rad kuham, ampak zelo redko to počnem. Okay. Ker to gledam kot neko bolj ustvarjanje, ne pa hranjenje ali pa hranjenje drugih ljudi. Tudi jaz si optimiziram dan tako, da jaz ne kuham, pa da ne pospravljam, ampak redke so pa neke take priložnosti, parkrat na leto, ker si pa prav cajt vzemem, pa kaj novega se pol skuha. No, to je recimo takemu tipu so namenjeni recimo te show cookingi, ki smo jih imeli, oziroma masterklasi. In sem ful vesel, recimo zdaj prideš iz dopusta, pa ne vem, jaz sem imel eno ribo, pa eno hobotnico, en od masterklasov je bil. In ljudje pridejo pa, veš, da sem po tvoje naredil hobotnico, veš, da sem po tvoje to naredil in tako. In prvo ti si rečeš, evo, to je to. Naredili smo. Ja, res to kulinariko spodbujate nekako, to idejo o kulinariki, pa kako je to res umetnost. Veš kaj, eno je umetnost, drugo je pa širino poskušamo ustvariti. V Sloveniji smo naredili v zadnjem obdobju ful velike korake, ampak po drugi strani pa kulinarika tako, če gledamo čisto neko prehranjevanje vsakodnevno, se pa ta nabor skozi baloža. Zato, ker je, ne vem, a veš, kaj so okusi tvoje mame, tvoje babice, ne vem, nek dober štrudel, neki cmoki, češplovi, takšni. Sarma, recimo, kdo od nas se zdaj doma od štrudla še mogoče, zdaj je polhan sliv od zunaj, kdo naredi češplove cmoke, kdo naredi sarme, mogoče tam za novo leto še mal, ampak tempo življenja nas v bistvu sili v drugo smer in okusi našega otroštva, ne čuvaš še okusi naših otrok. Ja. Tako da je tle zanimivo, pa če se začne še malo s tujino primerjati, na vseh področjih, recimo ena Francija, Anglija, te neke stare kulture, ugotoviš, da smo dosti na začetku, kulinarično in super so, meni, da so take oddaje, da jih lahko v bistvu ljudi izobražuješ, ne na neko silo, če želi se usede, pogleda, če mu ni všeč, preklop in to je to. Ja, tukaj je treba res dati prav pluso eno tako pohvalo, tudi tukaj mislim, Štarte Slovenije je bil en tak projekt, ki je pa recimo mojo industrijo, podjetništvo promoviral tako na res super način med ljudmi. Sicer mogoče težava je bila, ker so se osredotočili na fizične produkte, ki jih je možno prodajati v šparu. Ja. Svet gre pa zdaj, ali pa saj podjetništvo ful v digitalno sfero, ampak težje bi bilo narediti oddajo, ker ni tega prepleta, špara pa izdelkov. Pa se mi zdi fajn, da veš, da mogoče nekomu, ki sedi tako v dnevni sobi, pa razmišlja, kaj bi, kaj pa če ne bi, a upam, ne upam. Mogoče pogleda neko ozadje, ki mislim, da je bilo lepo predstavljeno od vsakega posameznika. Super mi je bila Štarte Slovenija oddaja, koncept. Pa na drugi strani tudi, veš, da imamo neke podjetja, ki so pripravljene to investirati, kot je recimo v tem primeru Špar in tako naprej. Da ja, mogoče nekdo zasije in pride in več tega rabimo. No? Ja, res se absolutno strinjam. Podjetništvo je must. Se to bo tudi govorila, ker ne vem, kako bi sebe opredelil, a si boljši kuhar ali si boljši podjetnik, ker oboje prepletaš zelo, zelo, zelo dober, po moje. Kot podjetnik sigurno, nisem še jedel kakšne tvoje jedi, vidim pa, kaj delaš. Boš povabljen. Ja, hvala. Ampak kako preplet teh dveh stvari vidiš? Ker jaz tudi mislim, da ljudje smo, mogoče gremo na dva dela. Eni so umetniki in pol zelo težko se znajdejo v tem svetu, ker je treba svojo umetnost nekako prodati, prepričati ljudi, zato da lahko živiš. In poznamo te iz zgodovine umetnike, ki so zelo straglali, bi rekel, težavo so imeli v življenju. Ampak ta preplet je pa res nek tak superpower, se mi zdi. Zdaj, ta preplet pri nas, jaz sem bolj kot kreativcem operativc, to moram biti iskren. Velikrat me vprašajo, si bolj kuhar, kot si me ti, Moja vloga je po mojem bolj na nek način, recimo, selektorska. Poiskati okrog sebe ljudi, ki imajo različne sposobnosti in jih povezati v neko ekipo. Zdaj ni to zdaj samo moja, so tudi zdaj že tle vsi 4 bratje in seveda širša ekipa in tako naprej, ker pač kot podjetje nismo majhni, ampak vse stvari gledamo zelo strokovno, če gledam ta kuharski vidik ali pa to, kar pač mi delamo, hospitality business, tle pač ni popuščanja,
Na drugi strani ima po moj oče en tak lep rek, da ta mutasta na koncu pove, ne? To je pa Excel. Excel pa nima čusteva, ne? To je pa ta podjetnost, ki je pač in ta preplet, da na koncu smo vsi zadovoljni, da smo dobri, da smo dobro plačani, pa na drugi strani seveda, da je za razvoj, za napredek, pa tudi na koncu ja, za izplačilo nekega dobička kot lastnikov, ne? To je pač. In tukaj imamo se mi zdi, zelo dober model z brati v tem solastništvu, vzgoja, ki smo jo dobili od očeta, tudi seveda mame, da je poslušala očeta ali pa mu znala slediti pa stati ob strani. To smo pač dobili, znali skupaj stopiti, pa potegniti ta vlak pač se mi zdi v zelo pravo smerno. A mi poveš to zgodbo, če greva čisto na začetek? Verjetno si jo velikrat govoril, tako da se ti upravičujem. Ne. Res bi me zanimala ta družinska zgodba, pa zgodba tvojega odraščanja, pa to, da si odkril to, o čemer si dober, pa kar zdaj počneš. Stvar je, pač oče in mama sta se spoznala v gostinski šoli. Oče in mama učil kuharstvo, 6-7 let sta razlike. Oče je zelo mlad šel v te pedagoške vode, potem je za sabo potegnil tudi mamo, je tudi postala učiteljica. In to je po mojem glavnih razlogov, da mi stroke ne opuščamo. Kar pomeni, vse stvari, ki jih delamo, morajo biti strokovne, morajo biti na temeljnih, ni tle nekega blefa, karkoli. Ali pa se zelo trudimo v to smer. Potem je pa oče, takrat se je temu rekel, direktor poslovnih enot od gostinske šole. Gostinska šola v Ljubljani imela, mislim, da 6 ali 7 restauracij, tam je Janez Bratož, zdaj pa Belvi, pa Romeo, Julija, Urška, recimo dol na Trnovem in tako naprej. In on je to vodil. In potem v tistem sistemu se ni dalo, to je bilo 81, takrat sem se jaz rodil, se ni dalo stvari premakniti, kot jih je on želel. In je pravzaprav čez noč se odločil, da bo doma v garaži, v hiši, kjer smo pa živeli, zapeljal ven avto, ploščica je položil malo višji, noter kotle, prekucnike, bla, bla, bla. In smo začeli kuhati malce za, takrat se temu rekli, družbeno prehrano. To pomeni, smo doma skuhali eno malco, jo nabasali v eno lado smo imeli in smo jih vozili po okoliških tovarnah, fabrikah. In tega je bilo, ne vem, od 500 do 700. To so bili recimo tam od 81 naprej. Potem so bili zelo močni te sindikalni druženja, pikniki in to. In zelo hitro so prišli k nam, ker so pač rabili velike kapacitete. Oče je to z veseljem zagrabil in so bili to izzivi, takšni in drugačni. In recimo, ne vem, en večjih izzivov je bilo, ne vem, 84 ali 85, ki je bila Iskrijada za 16,000 ljudi gola skuhata. Danes to ni nobene težave več, ne? To zorganiziraš. Kaj je razlika v bistvu? V bistvu je razlika v tem, da takrat nismo mogli mesa dobiti. Recimo ni bilo lončka, kamor bi postregel golaš, pa se je to postregal v pol-litrski kozar za pivo, ker pač ni bilo drugega. Tako, tak je čisto osnovni, ker danes sploh ne pomislimo, da je to. Koliko si bil pa star, ker si začel pomagati? Mi smo skozi pomagali. Mi vsi štirje smo skozi doma bili, skozi smo pomagali, skozi smo za to dobili plačilo, kar se mi zdi en glavnih razlogov, da smo ostali v tem biznisu. Mi smo imeli skozi denar, kot otroci. Tako ne spomnim se, mislim se spomnim, ko sem šel po svoj kolo, pač oče rekel, lej, tlele imaš to kur, to je to gnarja, ko kur prečrtava, pa šel po svoj kolo. Pa sem bil 16, pa je bilo vprašanje moped, da smo si imeli, pa so bili skuteri, pa to, pa garabo. Oče rekel, lej, kup ti, ni problem tvoj denar, ampak če še 2 let počakaš, boš pa za avto. In dejansko sem bil star 18 let, sem kupil novega Twingota, streho, pa tako, veš. Ful zanimivo, da te je takoj oče potisnil v to, da si sam prislužil si. Ja, in smo skozi delali in za vse smo dobili plačilo, vsi štirje. In tako da na ta način, pa kar se je zgodilo pač te šole in tako naprej. Pa ja, če to poslovno pot, osamosvojitev, takrat se te družbene prehrane, to je pač vse propadalo, ker pač ni bilo zunanjih trgov. Je pa kar naenkrat v Slovenijo prišlo in kup veleposlaništev, predstavništev, ki smo bili samostojni in oni so imeli pa potrebe po cateringu. Nekaj smo že prej malo delali, ampak pravzaprav doma smo imeli kuhno, sam preoblikovali smo se
In takrat smo bili po začetniki cateringa, dolg časa, sploh brez konkurence. Ljubljana, okolica, to je bil nek glavni trg, te neki slovenski brendi so pač delali dogodke, kongresi so prišli v Ljubljano in te stvari in smo pač mi tam bili zraven, Cankarjev dom recimo, tam smo bili doma, na pamet ga poznam vse lukne in vse hodnike in to. Potem je prišel malo konkurence, no. V zdaj zadnjem obdobju 20 let smo pa presedlali tudi na ta a la carte del, recimo, če temu tako rečemo, kjer pa imamo zdaj v bistvu 5 poslovnih enot ali pa 5 gostiln, restauracij, pivnica in tako naprej. A to je v zadnjih 20 letih ste v bistvu šli? Aha, iz cateringa v klasično. Prej v bistvu nisi mogel nam prijeti na kavo, sok, kosilo, si mogel biti gostitelj, pa si bil povabljen v tem primeru, zdaj pa pač lahko, ja. In je zelo poslovni model za tem odzadju ali pa poslovno razmišljanje. Catering je zelo sezonski in ti v catering lahko v dobri sezoni veliko podelaš, imaš pa tudi zelo veliko mrtve sezone in ti v bistvu skozi neko nulo, seveda malo bolj v plusa, ne, pa skozi to loviš. Pač tak biznis je to, no. Na drugi strani restauracije so pa zelo lahko konstanten biznis ali pa je manj mrtve sezone kot pa recimo v tem delu. Kaj je bil pa največji tako izziv, ko ste prvo restauracijo odprli? Kako se je spremenil biznis, a ne odprej, kar ste poznali? Ne? Jaz ne bom pozabil svojega prvega dneva a la carte. Z mamo sva bila planirana, da greva na dvor, a la carte, gostilno, vse smo znali delati, vse smo znali skuhati, ampak ne pa po a la carte matematiki. In ne bom pozabil prvo naročilo ocvrt piščanec, kličem prijatelja, kako ti ocvreš piščanca. Jaz ga nisem znal. Zato, ker je to čist drug svet. Tako ga rekel, vsi smo kuharji, pa vsi smo gostinci, vsi smo tudi glasbeniki ali pa muzičarji. Ni čistko, ne. Je to čist nov svet. Pa še znotraj tega se to vse deli. Tako da je to ful zanimivo, ful. Tako za me je tudi taka trda izkušnja, no? Moram priznati. Pa sem bil jaz malo planiran, pa tudi malo sem si želel tega a la carte pa teh stvari, ne? Ampak sem zelo hitro ugotovil, celo življenje sem delal cateringe, mi smo bili kar nomadi. Pa še biznis je bil doma v hiši, v garaži, mi, ko smo dan prišli, smo kar v kuhno stopili, to je bilo kosilo, zjutraj, ko šel v šolo, se zdol zadrl mami, kje so spodne hlače, gate, štumfi, pa je to tako vse malo kombinirali se, ne? Začer, cel dan se je kuhal za catering, začer nas je mama oblekla v kuharčke, nas je pelala v Ljubljano, po noč nazaj, skratka, to je bilo življenje, ampak je bil to projekt, mi smo imeli projekt, v soboto imamo ta dogodek, v ponedeljek je ta dogodek. Si ti projekt odpeljal, seveda zdaj pa frej. Gostilna je pa vsak dan. Vrata odkleneš, luč pržgeš, čakaš, bo, ne bo, kaj je, ni. Tako ful. In sem gotov, da jaz nisem a la carte človek. Kdo pa je prevzel to, ta prvo stvar? Kdo je bil glavni izmed vas pri prvi restauraciji? Tam sem jaz prevzel na nek način. Najstarejši Rok pa Jure sta se v cateringu obdržala. Ko smo dvor zgradili, je bilo tudi na nek način super, ker je oče mali stopil iz te operative v cateringu, ne? Ki je bil začetek, potem se je izgradnja ukvarjal, jaz sem potem tam sodeloval. Pa smo to nekako zalaufali, zelo netežko, tukaj je bil 2007 smo odprli, ekonomsko, cateringi so prva stvar, ki so ljudje porezali. Prva stvar, to je bilo groza, mislim, to je bilo, ne znam povedati, dogodkov ni bilo, unga ni bilo, obiskov ni bilo, hotel, nič. Tako smo res, ni bilo lahko. To pa potem v nadaljevanju pa Martin, najmlajši, je pa po srednji šoli v Mariboru, je pa šel študirati v Lozano, v Švico, na EHL šolo, eno zelo priznano šolo, tudi zelo drago šolo, ampak smo se spet poslovno odločili, da bo to investicija. In na nek način smo tam dobili, to si tudi sam želel, sam je to najdel, tam je pa v bistvu dobil res to širino, ki je pripeljal k nam. In to je eden od razlogov vzgoja,
to, da skupaj držimo, in pa ta širina, ki je Martin pripeljal iz Švice, da smo na nek način danes tukaj, kjer smo. A on je pol menije sestavljal? Ne, on je čista poslovodski del. A ja, to je študiral? To, čist biznis, hospitality biznis. To. Vsi štirje smo tudi gostinci po izobrazbi, to mi imamo gostinsko šolo narejeno in tako. Menije smo pa, od začetka smo skupaj delali, potem imamo tukaj Ano našo, Šuštršič, ki je danes vodja razvoja. Ekipe imamo, danes nas je več kot 150 rednih zaposlenih, in so pa že provodelki ekipe, delamo tastinge, kuhamo za prodajo, za uno. Skratka, zelo poslovno se tega tudi lotevamo, ni to nič več tako malna. Mala vaška gostilna. Vem, da je v Sloveniji veliko teh družinskih podjetij, in tukaj pridejo tudi težave, ki jih dostakrat slišal. Ja. A ste vi imeli kakšne težave? Zato, ker delaš v bistvu s svojimi družinskimi člani tudi biznisa. A je to lažje bilo za vas? A je bilo težje? Pa kako je bilo to, ko ste prevzemali počas posel, predpostavljam, od očeta? Ja, oče in mama sta zelo to prepuščala nam, sta nam dala v roke, seveda po vse neke komentarje, kaj on misle, kaj mama misle, smo šli tja. Ampak na koncu, ko se že od tih nekam zmenci mogo pol speljati. To smo na ta način prevzeli. Potem pa s tem, ko smo rastli, smo na nek način znotraj podjetja vsak od nas lahko poiskali svojo pozicijo. Ko ste enkrat majhna gostilna, družinska gostilna, je ponovadi, dva sta v kuhinji, če so 4 pa 2 za šankom, pa je to, a ta malo nabavo, mama malo pegla, ampak smo, hvala Bogu, to že vse prerastali in smo pač šli naprej. In ne bom pozabil poti, ko smo šli na bratovo diplomo v Švico, pa smo se nazaj s kombijem pelali. Vsak od nas, 2 leti bil gor, je imel v svoji glavi, kaj bo zdaj on počel, ko domov prišel. Pa jaz sem imel idejo, da boš ti prišel na dvor, na Brnik, Jure, ti boš pa v cateringu tam nekaj naredil, to skratka tako, bom na zadnji poslušal, pa prav, ne, to pa ne šlo tako, Ta prvo bom uredil odnose med nami. In je on pol, prvih projektov, ki je bil, je v bistvu bila tako imenovana družinska ustava, smo jo sprejeli. Ne veš tega? Mislim, da si nekaj ujel. Ja, sem mislil, da si nekaj ujel, ki je to kar... Ne, to mi je ful zanimivo. A res? Ja. Prosim, če mi poveš. Ja, veš zakaj? Zato, ker v teh poslovnih vodah nas ful ljudi to sprašuje. In skratka, ja, Martin je to dobil malo te zametke gor, je to pač slišal, v tujini je to kar razvito. Med družinami, ki vodijo biznise. Družinskimi člani. A to so te old money, recimo neke stare družine, ki imajo veliko stvari za menedžati, To pa družine, ki imajo, ne vem, vsaj 2 generacije, če ne že 3. In to je bila zgodba, pa je pa to Martin nekaj najdel, pa je nekaj potegnil ven. In v tistem obdobju, to je zdaj nazaj, recimo temu 10-12 let, je bil to zelo nepravni akt. Še danes je, ampak v zadnjem obdobju se tudi v Sloveniji na tem področju veliko spremenil. Strokovnjakov je prišlo, tudi tujih podjetij, ki se s tem ukvarja, ki to znajo svetovati in pravno in po vseh teh nekih segmentih, ki jih pač potrebuješ, da priješ do tega cilja. In smo mi takrat to spisali, na nek način malo sami, malo pravno, smo to tudi pisali, seveda ni bilo to zdaj neki, ampak zadnjih, 12 let ni bilo treba tega ven potegniti, kar pomeni, da smo se dogovorili v redu. Potem pa letos, imam tudi sabo, ki se mi zdaj prišlo do tega. Wow. Ta je pa letošnja. Updatate ali kaj? Smo jo pa zdaj updatali, ja. In v bistvu to naša družinska ustava, ki se mi je zdelo, da bo nanesla temu in sem včeraj prav ven potegnil. In smo leto za očetov rojstni dan, smo jo podpisali, smo se dobili. To je pa zdaj v bistvu tudi malo že pravni, ta sicer ne,
zatem sledita še, partnerska pogodba, pa tako naprej, skratka to. So pa not zanimive stvari. Ja. Se mogoče bereš, povem kazalo. Ne? Mislim, sem kar impresioniran. No? Tako, to me preseneča. Kazalo. Kako je dobro to. Poslanstvo, vrednote, načela, potem je zgodovina, poglavje, podjetja, ki so v lasti družine, glede dividend, vodstva, zaposlovanja, pravila obnašanja, reševanje konfliktov. V bistvu greva lahko čez ene par teh stvari. Mogoče ta pravilo obnašanja pa reševanje konfliktov mi je najbolj zanimivo. Kaj ste tukaj opredelili? Tukaj se, če greš naprej, lahko pogledaš. Drugač pa ja, kako se pač obnašaš, je zapisano, ali pa če kršiš neke načela obnašanja, kdo te pozove, kdo te na nek način opozori, da temu ni tako. No. To recimo je zanimiv pravilo obnašanja, reševanje konfliktov, pač kako pridemo do... Ker tako je, ne. To je neka naša tudi prednost, to Martin zelo poudarja. Ne. Težava velikih korporacij je, da se nobeden iskreno ne skrega. Naša prednost pa je, da se mi lahko, ampak se znamo pol tudi usesti. In včasih so tudi šipe letele, pa vrata smo loputali, pa tako naprej. Pa smo se zdaj v tem obdobju vsega tega veliko naučili. In tudi zaradi tega je recimo neka taka stvar notara. Ne. V tem je mogoče, tle smo vsi podpisani. A lahko poveš recimo en konflikt med tabo pa tvojim bratom? Ne rabiš povedati, kaj je bil, ampak kako to zgleda? Ne? Recimo, mislim, zdaj, ko imate to opredeljen. Prideš, nekaj se zgodi, ti imaš neko na nek način tesnobo. Je pa tle zelo jasno definirane so tudi naše pozicije. Ne? Ker tukaj je zdaj v bistvu opredeljeno lastništvo. Mi smo vsak po 25% lastnik in mi se recimo vsako leto dobimo začetek decembra in se kot lastniki usedamo in naredimo plan, kaj bo v preteklem letu, kaj bo za naprej, se določijo tudi recimo neke dividende, kako bomo, kaj je naš cilj, plani se naredijo. Skratka, kot lastnik, jaz sedim na stolu kot lastnik. In se pogovarjam z solastniki. Istočasno je pa en od bratov je direktor in pač te stvari zabeleži in se skupaj dogovorimo. Kaj, kako? Potem je pa tega konc, pa jaz nisem več lastnik, ampak sem njegov podrejen. Moj brat je direktor, ker smo ga mi lastniki nastavili. Potem pa smo pač 4, ne? Najmlajši je direktor, jaz skrbim zdaj v zadnjem dobju pač ta kulinarični del, bolj pa postajam nek način obraz podjetja, kakorkoli MasterChef mi vzame, 6 mesecev na leto. A je tok? Ja, to je ful dolg proces. 50 oddaj in je ne fair, da bi jaz nekomu v službi obljubil, da mi jaz njegov nadrejen, njegov sodelavc bo pri meni najdel oporo ali pa mu jaz pomagal, pač ne gre to tako. Ker te ni takrat. Pač me ni. Potem je drugi Jure je direktor prodaje, predvsem ta catering del, velike stranke, ključne kliente, ključne stranke in tako naprej, to on pokriva. Rok najstarejši je pa zdaj vodja tehnične službe. In pa v zadju imamo potem še 2 direktorja skupnih služb pa poslovnih enot. In oni da tudi sodelujete pri tej skupščini, če temu skupščini v bistvu. Je ful zanimivo. Ja, čist, ja. In ko pa, ki sem jo vprašal o tem konfliktu, pač jaz sem takrat za moj oddel bil prepričan, da je to tako treba narediti. Nekdo drug brani denara, ne moramo tega toliko investirati, zakaj bi tako investirali. Jaz sem hotel imeti urejene stvari, pa so bile predrage. In potem to začne leteti. In nekdo še malo na uno stran stop, nekdo je v neki pad poziciji ali pa ni. In potem, ko imaš brata pred sabo, si upaš več. Ja. Kar je na nek način super. In potem pač pride do konflikta. Pa res že zelo dolg ne. No. Nikoli ni bilo treba tega potegniti v zgodovini. In potem se glavo ohladijo, meseci začnejo leteti, dajmo se dobiti. Ponovadi se pa očetu dobimo, tam, ki je imel hišo, ima en prostor, se spet zapremo in potem damo stvari na mizo,
vsak mal premisle, vsak mal to in potem naredimo plan za naprej. Kaj pa očetova vloga v zdajšnjem času, v takih primerih, kaj se pri njemu dobite? Zakaj se pri njemu dobite? A zna on... Ja, on je zelo zna poslušati, zelo zna stvari pomiriti. Pa ima avtoriteto verjetno še. Ja, zelo. Ja. Je pa tako, on recimo operativo nič več ne spremlja, ne ve, zakaj se gre v podjetju, rad pa posluša, rad pa zraven sedi, čez kakšne ključne stvari, pa na skupščino gremo skupaj, ne, se mu fajn zdi. Tako. Kaj pa nekdo, ki sem rekel, da poznam veliko ljudi, ki izhajajo iz družinskih podjetij in imajo velike izzive, ker se to prepleta, kot si rekel. Ja. Biznis pa to, da je nekdo tvoja mama, pa se vse to zmeša. Pridejo še neke travme, pa nerazrešeni odnosi, ki so osebni. Groza, ja. In potem v sejni sobi pač to pride ven. Ja. Kako bi prišli do tega, ali pa začetek kreiranja neke take listine družinske ustave? So v Sloveniji podjetja, kot so nam svetovali, Ernst & Young, mislim, da je. Ker pomagajo to spisati. Pomagajo to spisati. Ogromno pogovorov je bilo tle vzad. Recimo, mi smo jo že imeli, pa smo zdaj to prenovljeno verzijo, smo kar pol leta. Tle je zdaj kukorkoli, jaz tudi takrat, ko smo se dobili, smo pozdravili tudi vse otroke naše poklicali. Ena od stvari je tudi noter dedovanje. Mi smo recimo vsi napisali dedne. Jaz sem v bistvu, če mene avtobus zdaj povoz, ko grem od tebe, je zdaj že jasno, da vse to gre mojim otrokom. Potem eno od listin je recimo poporočna pogodba. Odnos z mojo ženo, to pomeni s partnerjem. Nismo do nje še prišli, zato ker moramo še neke stvari urediti, da pač tudi žene dobijo svoj del, če se pač do nečesa pride. Ampak osnovni namen tega je, da pač v bistvu zavaruješ podjetje. In da zdaj, ko so hladne glave, da ti veš, kaj se bo zgodilo, če do nečesa pride, po katerem protokolu se stvari speljajo. Verjetno je to izziv narediti, zato ker ko omeniš, ki si glih rekel, te poročne pogodbe, ali pa če grem na tematiko predporočnih pogodb, je ponavadi izziv to, ker če to omeniš, je ogenj. Je ogenj zato, ker zdaj si ne zaupava, nisva toliko blizu, da rabva neki tazga. Ja. In verjetno je v družinskih razmerih tudi tako, če ti predlagaš neko pravno listino. Pa veš, kaj vidim, jaz največ, žal, tudi moja izkušnja. A veš, jaz sem celo življenje moja mama pa očeta gledal, da delata skup. Sam sta ona da prva celica. Ko sem jaz imel svojo bivšo punco, sem si jaz isto predstavljal. Mi dva skupaj, tako kot moj oče, mama, mi dva, bla, bla, bla. Isto en od mojih bratov. In ko smo prišli do te točke, to ne gre več. Zato, ker ni več prva celica. In tukaj je pa treba službo pa družino ločiti. In tukaj smo se pa na nek način, hvala tudi sem ženam, da smo se veliko naučili, ker nam postavlja neka ogledala, da to ni tako, da je zdaj tudi še neka družina, ki to treba, ampak to ful tudi razmišljamo, tudi z velikim spoštovanjem to gledamo. So pa to ful neprijetne, jaz pa žena neprijetne debate. In to je v bistvu glavni razlog, zakaj v firmah ne pride do tega. Zato, ker sem jaz svojega očeta pa mamo gledal in ker prije moj partner, moja žena, je pa ona, kaj bo po računovodstvu, ali bo pa tam, pa pošel od enega, pa ne, ampak je drug odnos kot sodelavc, ni sam sodelavc. In tukaj pa potem začnejo nastajati težave. Ampak danes, ko imamo mi to rešeno, jaz sem svojim otrokom predlagal, da podpišejo predporočne pogodbe. In pol to ne bo več tako velik tabu. Smo pa začetniki tega. In to so teme, ki ful niso enostavne. In tle tudi ni znana, veš, tle ni kdo ti bo to razložil, kdo ti bo to pomagal. So firme, ampak oni ti lahko sam svetujejo. Ja, sej se mi zdi, da veliko ljudi, ki gre v ta odnos, recimo, da se z nekom poročiš, se ne zaveda, v kakšen odnos v bistvu si šel.
v kakšno pogodbo si šel. Pogodba, ja. In potem je več bolečine ali pa težav, če se slučajno to prekine, ne? Ker pol je pa presenečenje, ne? Nisi vedel, o čem si bil. Ne? Mislim pa pol ni več fokusa na podjetju, ne? Še smo za enega brata, ki bi vlekel, meni je pa dol padl, ne? Kje smo zdaj mi? In recimo se mi zdi to tudi zelo pošteno do recimo sodelavcev, ne? Ker to je na nek način javni dokument. Tega lahko pa nas vsak sodelavc prebere. Pa ve, približno kam bomo šli, ne? Če se nekaj zgodi. Pa no tudi je zelo jasno pise, po kakšnem postopku jaz lahko to prodam. Ne moram zdaj skoriti, pa dajte mi v dar, pa mi je skršal nekam. Lahko bo šel, sam bo to narediti A, B, C, D. A je to pol podobno kot neka družbeniška pogodba? Se je, zatem sloni družbeniška pogodba. Zatem, a ne, skratka, sta še 2 dokumenta zatem. Zanimivo. Ja. To, kar si rekel, ja, ne, nisem vedel in ful dobro, da si mi... Nisem mislil, da, ker se o tem ful govori tako v teh, recimo temu, biznis krogih, biznis družinskih podjetjih, ful ljudi ve in pa tako z nekim strahom, ki jih prav vidiš, ki prije vprašajo, kako ste vi to rešili, jaz imam zdaj to situacijo. Ali pa imaš otroke, ki bi radi to rešili, pa prvi lastnik ni za to, ne? In to, veš, to odločitev mora lastnik sprejeti, ne? To nas je fotor razmeram učil. Če sem jaz zdaj lastnik avta, pa ga tebi dam, prepišem, napiševa, jaz se lahko sam vozim, lahko dam mnenje, pazi, ne desno, ti ga boš na servis pelal, ti ga boš uprav, ti ga boš. In to je pa na zelo, zelo jasna stvar, kar z tega tiče. Ja, zanimivo, da izhaja tvoj oče iz tistega prejšnjega sistema, ne? Ja. Ker se te stvari ni tako opredeljeval, ali pa cela družba, pa mentaliteta glede lastništva je malo drugačna. Ne? Čakaj, on je smetija, jasno. Ne? On je imel 4 brate tudi, 3 brate, no. In njegov oče to velikrat pove, da je njegov oče bil zrel za penzion, pa je bil kmet, ne, pa tako. Se jih je posedel, pa je rekel, lej, ta ima kmetijo, ti imaš tole parcelo, ti imaš to parcelo, ti imaš pa to parcelo. Jaz sem se tako odločil. Ja, njegovo je in on se je tako odločil. A ne, in zdaj, jaz ti kot sin ne strinjam z njegovo odločitvijo, pač nekdo se je tako odločil. Ne? Ja, sej koliko je teh sporov ob dedovanju, ne, v Sloveniji. Mislim, da je to tako, mislim, to se na smrt se skregaš z ožjo družino, a ne, zaradi tega, ker take stvari niso urejene, ne, ali pa jih ta lastnika, ne, ni uredil preden je šel. Ali pa delijo, ne vem, po sobah, pa po nadstropjih, pa. Ja. To je meni neodgovorno, no. To so res bolečine v teh stvarih. No. Da boš se prej boleče bar pogovarjati. Ja. Se ponavadi tako v življenju, ne. Boljš je vnaprej razmišljati, pa nekaj bolečine, pa nelagodja pokasirati, pa si pol saj kasneje miren ali pa imaš lažje. Pa ja, veš, tudi tukaj smo ful na nek način tudi gledali, veš, da tudi, ne vem, žene vejo, kaj bojo dobile, če do nečesa pride, če karkoli pride, ne. Tudi ne vem, če jaz prej grem, pa so otroci še mladoletni, kar so, ne, od vseh nas in tako naprej. In jaz sem tudi takrat sem rekel, ne, vsem našim otrokom, ne, 9 jih imamo vsi skupaj, rekel, da to ne delamo za nas. Mi smo svoje dobili ali pa zaslužili, jaz kaj še rabim. To za njih delamo, ne. Ta Masterchef, ne? Ja. Rekel si, da si se odločil za to, ker je pač fajn projekt, pa lep projekt, ampak koliko je bilo pa te poslovne odločitve od zadnji, ker si rekel, da ste se zavestno vsi odločili, da boš ti obraz, ne? Ja. Podjetja. Koliko je bilo tukaj razmišljanja, pa koliko je efekta, se ga da zmeriti, koliko taka stvar prinese, taka izpostavljenost? No? V sami osnovi občudujem ljudi, ki jih kulinarika zanima tako kot nekoga avti, ure, obleke, čevlji, ne vem kaj. Občudujem take ljudi in to je glavni razlog, da sem jaz tam. Ker jih res, ker nekdo pride, pa mi vse zdrdra, jaz ne vem to teorije.
Tekmovalci, misliš? Tekmovalci. Ki so strastni glede. Ki so tok noter v tem, ne? Se pol praksa malo drugače pokaže, ampak nima veze. To je en razlog, drug razlog je pa zelo, zelo poslovna stvar. Kar pomeni, MasterChef je globalni brand, v Sloveniji itak vsi v takšni in drugačni obliki. Na drugi strani mi ogromno dogodkov delamo, pa ogromno gostov imamo iz tujine. In ko recimo se pogovarjamo za en resen posel, nazadnje je bil en v hrvaški Istri, 250 ljudi, 7 mesecev smo se pogovarjali za posel in tako naprej, ponudbe gor dol. In brat reče, ja, moj brat je pa sodnik v slovenskem MasterChefu, ok. To je pa ta vidik. Ja, bolj razumejo pol. Aha, on je v Sloveniji to, kar je, tako. Zdaj si izmišljujem, Gordon Ramsay v UK ali pa Ameriki. Tako. Ja. In ti enostavno lažje tudi neko stvar prodaš, prideš, mogoče s tem razlogom nekdo rezervira, ker bo Luka prišel pogledat, bo prišel pozdraviti, bo nekaj skuhal in tako naprej. In tega ni tako malo. In te dogodki pač ti dajo in v zadju moraš imeti pa seveda veliko stvari pošlihtanih, da lahko pač take dogodke tudi spelješ. Kaj pa prepoznavnost? Koliko ti to osebno odgovarja ali pa ne odgovarja? Ker verjetno, rekel si, da je ful odmeven projekt. Koliko ljudi to gleda? A je to najbolj gledana oddaja? Jaz mislim, da je eno izmed najbolj gledanih. Ja. Greš nekam. Te športni dogodki večji so še bolj, ampak kot neka redna, po moje, smo to, pa mi smo v bistvu 4-krat na teden na televiziji, prime time, nazaj vrtijo, naprej vrtijo, folk kuha. Kar se tiče te medijske pozornosti, pa tega je pa tako. Jaz pravim, to sem hotel imeti zdaj mama, na nek način. Pa si hotel? Ja, sem si želel, ali pa sem rad res na tem projektu, kar je pa sam tako, da včasih res ne vem. S sinom sem šel na Evropsko prvenstvo v fuzbalu, sem si tako želel biti s sinom. In potem stojim v vrsti za pivo, je pejt Jezeršek, ti mi dal za pivo, ne želim nič, sam s sinom sem šel na fuzbal. Tako da zdaj me že žena včasih malo razume, in so šli med poletjem v Čateške se kopati, pa rekla, ti kar doma bod, pa mi ni težav, ampak se dam zelo hiter, če mi pa ni ugodno, pa mi je zelo redko, se pa pač umaknem, pa je to. Ampak je pa ful prepoznavnost, ja. Tako ljudi vidiš po ulici, pa te kar pozdravijo, pa te sploh ne pozna. Verjetno imaš ti na nek način malo podobno. Veš kaj, nikamor ne hodim, tako da. Mogoče je to moj recept. Če ti uspe. Ne, ko grem v center mesta, ja, ampak tukaj, ali pa če grem v Hofer, ne. Veš kaj, jaz sem glih smo se s prijatelji pogovarjali pred časom glede prepoznavnosti ali pa slave, da v bistvu obstajata dva, čist filozofsko sem tako začel razmišljati, dva nivoja. En nivo je ta, in to se vse v tvoji glavi dogaja, ko prideš nekam, ali imaš ti pričakovanje ali pa predpostavljaš, ta natakar me bo zdaj prepoznal, ali pa ta natakar me ne bo prepoznal, pa si pol presenečen, kar reče. In se mi zdi, da sta to dva nivoja, ker predpostavljam, ne vem, Robert Golob ali pa Jan Plestenjak nekam gre, on predpostavlja, da ga ljudje prepoznajo, da vejo, kdo je. To je njegov default, ko pride v nek prostor. Moj default je pa, da me ne. In rad bi obdržal ta nivo, da jaz prijem nekam in jaz iskreno lahko v sebi noter predpostavljam statistično verjetnostjo, ne bojo me prepoznali, in potem sem presenečen in vesel, kar reče, poslušam, ne. Nočem pa imeti tega. Jaz sem na drugi strani. No, sej to, ne. Sem na drugi strani, absolutno. Ja, sprav nekam greš, predpostavljaš, ja, vidiš poglede, govorijo med sabo, ne. Ali pa tako greš na sprehod, pa otroci odzad malo bolj ali pa to. Ja, jaz nočem priti v ta nivo, ne. Ker ta prvi mi je ful fajn. Je pa ta, po mojem, medijski spomin ful kratek. Ja, hitro gre sveta, ne. Tako, zdaj recimo 2 sezone ni Bineta, ne. Pa Bine res že prej imel gostilno iz šefe, pa to, bi ga ful prepoznali. Pa tako gledam, ful hiter se stvar obrne, je druga stvar gor. Verjetno imaš opcijo pol, da če ti ni všeč,
Da samo skenslaš vse in čez 2 leti si. Jaz mislim, da to ni težave. Ja, to pa res je. Ampak ja, veš kaj, mi tudi ta biznis delamo, gostoljubje, z ljudmi si, kaj mi pa napaše, pa pobegnem, iskreno povem. Ne, it's good for business, ja, v tvojem primeru. Ja, zelo, zelo. Ja. Veš kaj, glede te strasti, to sem hotel govoriti s tabo. Danes mladi iščejo to strast, ne? Kako najdete strast, kako najdete passion, ne? Kakšno je tvoje mnenje glede tega? Kaj to sploh je, pa kako to najti? Ali to tebe najde? Ja, ful, ja, zanimivo, ja. Dobro vprašanje. Mislim, mi imamo biznis v krvi. Zdaj, nekdo, ki ga bolj išče, to je Jure Brata, ne? On rad brska to, zdaj mu neki novega najdel, tako, ali pa ga nekdo pokliče, pa on odpade, pa to. Jaz sem pa ona oseba, ki pa to dobim, ga pa speljem, se pa zavzamem, ga pa razdelam, naredim, kdaj bomo, kdo bo to delal, kako se bomo tega lotili, to je pa moja. In pol ga porinamo z ekipo, ampak to je pa moja strast. In za Lelik smo dobili, zdaj v letošnjem maju smo v Avstriji tudi eno poslovno enoto odprli, en grad. Tako ful zanimiva zgodba in smo recimo prejšnji teden so klicali iz UEFA, da je Šturm Graz se uvrstil v Ligo prvakov, zdaj ta nek nov sistem in bojo Celovcu špilali, mi imamo pa tam blizu Celovca zdaj to novo poslovno enoto in so klicali, ker z njimi smo pa delali neki v Dinamu, v Zagrebu tudi, ta Champions Club pa tako in pokličajo, imate mi ponudbo za v 2 dneh posel z UEFA, veš tak. To je drug nivo, ne? Drug nivo, stranka, ki te dodzuni, ne, da se mi da zdaj nekaj poznava, pa poslovno sodelujeva, ampak povej mi, lahko, da je ponudba pošelj, popraševanje ponudba, potrjeno, oddelati treba, reference treba napisati. Ne, to je nam, in te cateringi so za nas recimo tako dogodki, mi smo močni v dogodkih. Mi na leto naredimo v cateringu več kot 2000 dogodkov. Takšnih, drugačnih, velikih, zdaj recimo za Dragiča je super projekt. Ta vikend zdaj odhajamo v Berlin, dogodek za 500 ljudi. To nam je, to je ta strast, ki jo, in pol veš, da ga odtakrat konc, in pol ga je konc, pa mogoče pol še tako jeden, ampak veš, da pol enkrat konc in pol sam v sebi slaviš, ležiš, noge te bolijo, zmatran si, ampak veš, da je projektni, taki zelo projektni smo. In to nam ful leži. No. In v cateringu smo res, se mi zdi dobri, tudi tako na evropskem nivoju, po kvaliteti, po prilagodljivosti. Zdaj, ta Avstrija nam je super, ker smo dolg časa smo želeli na severjeti, ta Hrvaško, kar delamo v cateringe, pa te dogodke, vse tja do Splita dol. Zdaj pa recimo gor se nam je odprl, tako nam je res top. Ja, gor je druga država, ne. Boljše iti gor, kot dol, ne. Sam je težji, ne. Je težji, ja, nov jezik je. Tako zanimiva izkušnja ta Avstrija, recimo. Tako... A te tudi težji sprejmejo, tako ko si... Ja. Smo mi, što južnije. Ja. Ful. Ampak tako, imamo lepo zgodbo, mogoče sam na hiter. Ja. Ena družina, ne vem, če poznaš, ki delajo ure, imajo blagovno znamko Jacques Lemon. Ure, tudi ful dolga družinska zgodba in je super šlo, delajo ure v Švici pa na Kitajskem, jih pol prodajo, tudi tako so zelo sprejemljive cenovno. Koliko pa stane taka ura? Pa mislim, da so tam od 500 evrov naprej. Okay. Zelo sprejemljive, mogoče celo ne normalno pocen, ampak pač to je njihov brand, njihov segment, market, njihov segment, ja. No in so blizu njihovega doma je bil ena razvalina, ena grad, so to odkupili, not investirali več kot 100 milijonov evrov. V bistvu na avstrijskem Koroškem so postavili 45 hektarjev vinogradov, pravi, da bo zdaj s klimatsko spremembo drugače. Hotel, 40 sob, full kapacitet, dvorana za 700 ljudi, koncertna, vse. In so zdaj 5 let sami furali po koroni in zagotovili, da je to šel v glavo. Ker niso bili iz tega biznisa, ker niso tega znali, zelo priznana družina, zelo družinsko podjetje, zdaj tudi grejo v prenos na mlajšo generacijo in so zelo iskali nekoga, ki bi to zagrabil. Verjetno s tem njihovim renomejem so
tudi poiskali ali pa so v Avstriji izkoristili vse možnosti, zakaj in kako, in so potem oni v bistvu do nas prišli. Za kulinarični del? Za kulinarični del. Vinogradi so njihovi, poleg gore en muzej, to je še njihovo in tako naprej. In ta kulinarični del, tako smo zdaj v Avstriji od maja 2024 in nam super je, ful veliki prostori za dogodke. Predvsem pa, ker ste enkrat gor in zdaj tudi zelo jasno komuniciramo, da smo jezerški, da smo iz Slovenije, da smo s to družino Riedl povezani. In v bistvu nas že te resne podjetja, ful je avstrijskih firm, ki so prišli te, recimo veliki brendi, so tam doma, imajo dogodke, imajo unu. Ker nam je pa v bistvu, kaj enkrat narediš catering, vsem se peleš 500 km na sever ali pa 500 na jug. Nima več veze, s to sodobno tehnologijo in vse to je super, tako da smo ful veseli za Avstrijo. Wow, bravo. Kako pa najdeš ljudi, sodelavce, ki ti pomagajo v bistvu tak velik biznis furati? Mi imamo dva segmenta. Z zaposlovanjem ali pa s kadri se ful ukvarjamo, sploh po koroni, ampak menimo, da nam zelo dobro gre. Je pa tle spet več momentov. Eden tudi to, da sem recimo masterchef, in ko priješ na šolo, je več obiska na predstavitvi kot pa nekje, to je recimo ena stvar. Druga stvar, da delamo v cateringu, mi temu rečemo seksi dogodke, delamo za nogometno zvezo, delamo, zdaj smo bili za Dragiča, košarka, mi smo na vseh teh dogodkih prisotni. In ljudje pridejo v stik, pridejo k nam. Sami se javijo? Sami se javijo, ali pa nekdo nekoga pozna, pa ga potegne. Ali pa te še catering dejavnost, ko v bistvu sama strežba ni tako zelo zahtevna. Ti pač nekaj ponujaš, nekaj pobiraš, vse je naprej dogovorjeno, nič ni treba kasirati. Skratka, zelo hitro se lahko prilagodiš. In ko enkrat prije oseba k nam, ga poskušamo okužiti s to našo kulturo, vrednotami, vsem tem in potem ljudje ostanejo. Zdaj nekateri pol ogromno vodstvenega kadra je danes, ki so bili dijaki, študentje, pa so danes prišli do tega nivoja. Mi imamo pa recimo eno bazo 250 honorarnih sodelavcev. So pa ljudje, ki hodijo v službo 7 do 3, kakorkoli, in si želijo malo družbe, zanimivo jim je, nek dodaten zaslužek, prijo k nam, mi imamo nek sistem obveščanja, priješ na ta dogodek, priješ in to je to. In imamo lepo pokrito, dobro je, z ljudmi se ful zastopimo, tudi merimo recimo zavzetost, smo zelo nad povprečjem, ne samo v panogi, ampak po eni mednarodni statistiki smo tako ful visoko, žurke delamo, z ljudmi se pogovarjamo, dijaka vzamem, ki je na dvoru na praksi, pa ga sabo vzamem, pa ga pelem Cankarjev dom, pa greva nekaj pogledati. Pa ga na ta način okužeš, pa mu nekaj novega pokažeš. Ko grem pa po šolah, pa v bistvu jim ponujam to, da razširijo svoj vidni kot. Ker si enkrat dijak, je najlažje tu en hotel, gostilno, restauracijo delati, a si v kuhinji, si v strežbi in si tam. Če priješ pa k nam, greš pa na dogodek A, B, C, D in vidiš to širino, pa je nek stoje, pa je sede, pa je ta gost, pa je gost, pa to. In tudi jaz pravim, tudi če noš nikoli pa nas delal, dobte širino, zato ker mi vsi v našem biznisu rabimo širino. To je pa v bistvu že hospitality biznis, ni več. Pa nas se sploh več ne pogovarjamo o tem, samo hrana in pijača. To je, more biti, to je must, to tle ni debate, pa ki je treba za doživeti stvar ful še več. Za te mlade, ki si rekel, pa dijake, pa tako, kjere lastnosti pogrešaš ali pa kjere lastnosti so ti pozitivne pri nekomu, ki nima izkušena, pa reče, da je strasten glede tega, hoče se učiti, da bi bil moj mentor, da bi, ne vem, pa lahko mogoče za kuhanje se osredotočva, ker verjetno je pri Masterchefu, ker je to kot imam projekt velik tega, mladih z idejami v glavi, to je zdaj moja strast, rabim sam nekoga, da me prime za roko in me pele nekam. Vsi vidijo samo izdajni pult. Ja. Tam, ki je izdajni pult, je vse lepo. To je tako, kot glasbenik. Ki stop gor je, jaz bi tudi bil. Jaz bil Jan Plestenjak. Pa kuno od zadnji je pa nekaj, kar se ne vidi, to pa enostavno moraš sam prehoditi. Zdaj pa lahko najdeš mentorja, pa ti pokaže to pot, pa če si pripravljen poslušati,
ti lahko to zelo jasno razložim, sem pripravljen to full deliti. Če pa nisi, ti pa ne znam pomagati. No. In ja, več tega poslušanja, pa tako, ja, mogoče potrpežljivosti malo manjka nam. Vsi bi takoj, vsi smo vsi takoj zdaj. To je po mojem glavnih razlogov. Ker je enkrat potrpežljivost, se je tako kot v poslu. V Avstriji smo si nekaj cajta želeli, zdaj je prišlo. Zdaj, zakaj je to točno zdaj prišlo, ne vem, ampak je pa, ne, tle je. Ampak a si v zadnjih 30 letih videl razliko pri mladi generaciji glede tega? Pa jaz niti ne. Tuk se mi zdi vsi čez te mlade na ta način kao, ja, te mlade generacije. Pa tako. Jaz nimam ta zelo. To so že stari Grki govorili. Ja. Za novo generacijo. Pa mi smo tudi bili, neč vredni takrat. Ne. Mislim, da bojo uničili sveta. Ne. Ja, pa gremo še kar naprej. Ne. So pa drugačni, in jih je treba pač drugače usmeriti. Predvsem pa delati je treba. Jaz otrokom skozi govorim, 3 otroke imam. Delajmo, starimi. Stanovanje moraš pospraviti. Sestavec moraš pa rediti, pa ga pospraviti ga je treba. Lahko 100 skic narišemo, kako ga bomo pospravili. Sam pospravljeno. Verjetno, a misliš, da je to iz vzgoje, pač največ izhaja, da dobiš neke delovne navade? Absolutno. Ja, ker tista zgodba prej, kar si rekel, da si že od začetka delal, pa bil plačan za to. Mogoče, če nimaš kot otrok ali pa kot najstnik take izkušnje, da ti ni bilo treba, se človeška psiha polen mal, in je vse težko. Veš pa tudi, jaz sem imel na nek način privilegij, ali pa mi 4, da smo lahko doma delali. Veš, nekdo, ki ima tako in tako službo, ja, ne more zdaj kar otroka pripeljati v službo pa reči, zdaj pa ne vem kva, papir je zlagal, pa bo, ne vem, ali pa v neki proizvodni bil, pa šel gor do šefa ti, koliko ima na uro. To je privilegij. In v bistvu ne zavidam staršem, ki nimajo te možnosti, da otroci kar nekam grejo delati. Vidim pa pol, recimo velikrat pridejo ljudje, ki imajo doma dost, pa pridejo k nam delati v strežbo ali pa v kuhno. Pa so čisti iz drugih. Mladi? Mladi, ja. Iz drugih svetov. Im je pa mogoče veš, da imajo doma vse, im je preveč ali premalo, kamor se obrnava, si pa želi mogoče sam nekaj ustvariti. In pridejo in delajo. In so pridni. Samo mogoče jih nekaj drugega zanima, ali pa mogoče pridejo sam po izkušnjo, ali pa ne vem, za vikend nekaj naredim, pa dobim nek svoj denar. Mogoče tudi to, da svoje meta, Veš, da ti kar nekaj dobivam, stare svoje bi imel, Ja, če imaš ta vzgib v sebi, imaš lahko srečo. Ja. Tako da jaz v mlade imam zaupanje, Zdaj jih je treba pa mogoče malo drugače peljati. Je pa tako, ja. Skozi si starejši, skozi daljše razlike. Ja. To je del posla. Ja, jaz sem 5 let delal v gostinstvu. Pri 15 sem začel. V bistvu sem mogel, jaz sem bil na srednji zdravstveni šoli, imel sem tisto prvo poletje planiran, da bom šel v dom delati, dom za ostarele. In sosed je pa delal v ASU, v centru Ljubljane, pa Razpopoviču. In zgodbe, ki mi jih je on razlagal, kako dinamično delo, ful se naučiš, mogoče lahko celo po noč malo delaš, ker je bil še klub spodje. In pri meni se je v glavi kreirala ideja, da mogoče bi pa jaz rajš tisto poletje šel v AS delati. Si šel? Sem šel. Kakšna izkušnja je te bila? Ja, neverjetna. Velikrat sem o tem govoril, ampak vem, kaj sem tej predstojnici doma za ostarele to povedal. In bila tako po telefonu. Klajman, če pa hočeš iti delati v ASA, pa pej delati v ASA. In sem imel tak občutek, da ni ona imela mnenje, da je to dobra pot zame, ker tam bi delal nekaj, kar bi bilo v smeri mojega šolanja, pa neko tako stabilno delo, pa tisto gostinstvo je pa tako, zdaj boš delal v nekem lokalu, tam ni perspektive. Ampak toliko sem hvaležen, da sem zaupal temu svojemu vzgibu, ker toliko sem se socialnih veščin naučil, pa dubu, pa v bistvu prenehal
strahom do interakcij z ljudmi. Ne? In to danes vidim pri mladih, ki nimajo te izkušnje. Težko se je z neznanci kar tako pogovarjati, pa povedati na glas nekaj. Ne? Ja. Ker si pa natakar, pa ti moraš, ti prvi začneš interakcijo. Ja. In pa sem po noč delu, pa hrane sem veliko probal, pa vin, pa rumov, pa tako. Mislim, pa tam je bila klientela prava, ne? Ja. Ali pa še. Ja. In prideš v stik in jaz vsem rečem, tudi mladima, veš, vi ste ful zaljubljeni v fuzbal. Ali pa kad dajem gor slajde, pa je fuzbal, pa Aleksandar Čeferin, pa ki je bila una dobrodelna takrat, pa so bili ne vem kaj, vsi ti. Pa zdaj je bil Dončić, Dragić, pa Dončić, pa to. Te brand. Jaz v športu nikoli nisem bil. Da so vsi sprašali, kako ste vi v športu toliko naredite, pa pojma nimate. Jaz nikoli nisem teh imen sledil v športu, pa tako. Ampak, ko vidim, kad dam gor prezentacijo, eni uniki se za športe kar ostanejo. Aha, to je tudi možno prijeti. Ja, možno je. Da si zraven, ne? Da imaš interakcije. Ja. Jaz vsakmu rečem, čestina ta, kar kuhar na dogodku. Ti lahko vsakmu zraven veš. Samo moraš biti toliko pameten, da ne zležeš zdaj v njega, ampak spremljaš, gledaš, najdeš neko interakcijo z očmi, tretje. In si bil tega dogodka del. Pa si ni treba na koncu selfija dan prinesti. Tam so vsi pol selfije išemo zato, da se potrdiš. Pa ni treba, bil si tam, stari. Jaz mislim, da res tako, da gostinstvo kot panoga za mladega posameznika, za njegovo prvo delo, toliko enih nivojev pa veščin pridobiš. Socialnih, nauči se računati, z denarjem delati, kaj je račun, kaj je storno. Mislim, toliko je enih nivojev, in pa skoraj brez izkušenj lahko začneš. Kot si rekel, ja. To, da ti pospravljaš, ali pa jaz sem začel pomivati posodo, pa v šanku, to lahko takoj začneš. Takoj. In v bistvu se mi zdi, da bi mogla tudi država, ne vem, omogočiti, da se tam mladi začnejo svojo pot, pa to ne pomeni, da boš celo življenje v gostinstvu. Ne, boh ne dej. Dobiš delovne navade. Ja, tako da to se mi zdi res ful pomembno, da ne dodajamo nekih ovir, tudi kaj govor dosta o minimalni plači, pa tako, Saj, če bomo mi to višali, bomo v bistvu temu sloju mogoče onemogočali začetek, Ja, tudi to je, Ja. Veš, mi pol tudi recimo ful projektov delamo, ne vem, zdaj smo bili na olimpijskih igrah. To sem pa videl, ja. Pa smo pol po celi Sloveniji, po šolah sem jaz hodil, pa smo naredili na tečaj, pa se sparjavil, pa šel z nami v olimpijske igre. Karta, gor si bil, delal si, vse je bilo poskrbljeno zate. Wow. Ampak nima veze, da si zdaj stregel kavo ali vino ali ne vem kaj, izkušnosti dan prinesel. In ti si največji jack, jaz pravim vsakmu, ki dan prineseš svojo izkušnjo. In unika ste na Štajerskem, pridite k nam, sobo te dovolj. In tvoj sošolc bo šel v sosedno vas ali pa k stricu. Malo več povej o tem, kaj bojo dobili sobo. Malo več povej, to morate kakšen... Ne, ko dobijo sobo za spat. Ja. In ko pridejo k nam, dobijo sobo za prakso in tako naprej. Aha. Recimo so, ne vem, v gostinstvu so 3 tedenske prakse ali pa polletne in tako naprej. Če se ti odločiš, da prideš k nam, pa da imaš strast v sebi, pa da vidim nekaj, pa mi ti vse damo. Ampak hočem samo povedati, da je pomembno, da ti CV si daljšaš. Ali pa, ko pride nekdo iz prvega letnika v drugi letnik, pa pride spet k nam za prakso. Sej, kam šel še vprašati za prakso? Ja, nikamor, zato ker tle mi je bliz. Ti si brezvezen. Pej k sosedu vprašati, zato da dobiš novo postavko. In čas šolanja je čas, da ti dobivaš širino. In pejte ven in prid nazaj in prinesi izkušnjo in se pohval, bil sem v rezeršku. Vmes sem šel pa še 3 dobre dogodke delati. Te drugo pa rekel, bil sem v gostilni ne vem kje, 3 ribnikih. Sigurno je proaktivnost ena najbolj pomembnih stvari. In v bistvu na to jaz mlade poskušam usmeriti. Sam korak naredite. Kupite karto, zdaj dijaške so zaston, pa študentske, evropske za vlak. Pa pejte, stari moj. 100 evrov je za telefon, pa če ne bo šlo že nazaj, pa še 100 evri. Ker v bistvu vse odprto. Ker smo se mi šolali, ni bilo to še toliko. Takrat je bilo lih ta vakuum, 91, samostojna država, tako je bilo neki vse na pol. In to recimo kot mlad pogrešam to neko, več te izkušnje, recimo, s tujino in tako. Se mi zdi, da dobiš to neko širino in tako.
Zdaj, če grejo na področje kulinarike, pa kuhanja. A mogoče imaš v spominu eno jed, najboljšo, kar si jedel v življenju, pa da te je res presenetilo ali pa sezul, kot se reče? Pa jaz mislim, da so take jedi nastale v Masterchef kuhinji. Res? Ja. Zato, ker nekomu daš neki izziv in na koncu on stisne iz sebe, recimo, da mu pozabo enega, mislim, da je bilo 9. sezone, finale, je bil od Anje Štrudel, recimo tako. Čisto te naši osnovni vkusi. Je bilo tako premišljeno, tako prefinjeno narejeno. Noro, recimo to. Ni bil slučaj, recimo, da nekdo prav ima kaj takšen talent? Ali... Ne, veš kaj, Masterchef je ful, to je tako, kot neke, ne vem, športne priprave. Jaz ne igram nogometa, ampak če grem za pol leta nekam nogomet na priprave, pa malo treningov, jaz bom čez pol leta boljši igral fuzbal. Če pa meni še malo nekega talenta, pa nekdo to prav zapelje, pa da me malo začuti, pa da sem jaz tudi prav, sem lahko na koncu, mogoče nogometaš. Čakaj, oni pridejo kot čisti laiki. Zelo laiki. Recimo najbolj so mi oni, ki se vmes najdejo. In lik, ki se malo pogovarjajo z nekoma, pa sem bil v krču, pa pa nisem znal, pa sem pa kar začel delati, pa mi je ratal, pa sem razumel, pa sem prišel naštelan, da bo to zdaj, nima veze, mi dajo sladko ali slano, bom ruknil. Seveda v zadnji spet ogromno dela, ampak recimo taki me ful presenetijo. Ker recimo, ker ti v neko restauracijo, aj Michelinka ali neko karkoli, imaš ti neke svoje pričakovanja. In ti zdaj samo vprašanje, ti pričakovanja ujamaš ali jih pač ne ujamaš. Ko pa v Masterchefa stopimo mi trije kot sedniki, sem pa brez pričakovanj. In potem pride v finalu, pa ti reče, jaz bom naredil jabolčni štrudel, tako misliš, A je malo za finale Masterchefa jabolčni štrudel? A to je bilo v finalu? Ja, to je bilo v finalu, Mislim, a ti to resno ali? Pa ti reče, da je počak, boš videl. In na koncu, ki ga da gor, je tako ono. Čakaj, kaj pa je drugače, mislim, da mi to... Ne vem, a veš, pa naredi en lep cimetov sladoled, pa je jabolka so malo, ne vem, so popražene, pa so ono, pa je listnato testo posebej malo pečeno, pa je, in kad ti to primaš, je tako kot ono, veš, kad zarežeš pri babici, kad zarezal, ker je bilo malo pokalje, pa je bilo malo tsk. Ampak je v drugih formah in je nekdo v to vložil energijo, strast, vizijo svojega preoblikovanja, ker kakorkoli Masterchef pot je neko preoblikovanje osebe, ki vstopi in katera bo ven prišla. Zdaj pa si sposoben to sprocesirati, pa speljati, ali pa pač si tam postaneš v nekem krču. Pač. Na koncu iščemo itak samega zmagovalca, če zdaj sem mal zelo plastičen, ampak te preobrazbe so meni neverjetne ljudi. Kakšen je točno proces? Oni pridejo, pa imajo kakšno audicijo? Ali... Ja, zdaj so, v ta trenutek oni se prijavijo, jih pokličejo malo na razgovor, kakorkoli. Potem imajo eno testno kuhanje, nek mystery box, spod je par jedi, ne vem, 20-30 minut. To se ne snema? Ne, to je off-cam. Kdo pa ocenjuje? Je pa tam ta produkcijska ekipa, v zadju recimo enega Masterchefa dela po moje več kot 70 ljudi. Ogromno produkcije in tako. Pa oni to probajo, pa ljudem povejo, kako so časovnice, pa so malo še te psihotesti. To se tudi pogleda, kako ljudje funkcionirajo v takih situacijah. In potem pač pridejo, vstopijo. Zdaj, nekdo je prišel zaradi tega, da bi se pokazal v Sloveniji. Imaš pa vmes 5 talentov, ki so pa zelo velik potencial za to, da ostanejo v gostinstvu. Tudi letos, ki je bila 10. jubilejna sezona, smo jih od začetka vse pripeljali noter, ki prej niso delali v gostinstvu in so danes vsi šef, sušef, dela tam to. Tudi oni, ki so bili v finalu. Skratka, veliko ljudi sproducira, da pride v gostinski poklic. In to je pa v bistvu tudi naša naloga in poslanstvo, ki delamo v tem poklicu. In jaz tako včasih, a veš, gostinci fuljamrajo zaradi teh kadrov pa tako naprej. Ja, zdaj sploh ne, po koroni. Pa jaz vsem rečem, pa mi ne moramo imeti večje promocije poklica, kot ga imamo. Res je. Zdaj si predstavljamo, ne vem, avtokleparje, tesarje. Sploh ni več šol v Sloveniji. Mi pa jamramo. Mi smo nesposobni, ker ne znamo tega zagrabati in to poriniti naprej.
In toliko promocij, mali šef, ja šef, master šef. Res je. Veš, tuji vsi master šefi, avstralski, ameriški, to ljudje vse gledajo. In kakšen je proces pol? Pa oni pridajo, pa so pa v bistvu neki tedenski cikli. Zdaj smo prišli na 4, To pomeni, da začneš na začetku kot neka skupina, se boriš, pa skupina gre gor, potem ponovadi neki individualni test. To se pa že snema? To pa se že snema. Aha, to je pa že šel. Vstopaš, pač predpasnike dobiš in tako naprej, in potem so izzivi različni in na koncu tedna iščeš nekoga, ki je najslabši in ta gre potem domov. In v bistvu najslabše tedensko iščeš, v bistvu na koncu pride najboljši zmagovalec ven. Vmes imajo kar veliko tečajev, to pomeni, da masterchef kuhinja se jim odpre, trgovina se odpre z različnimi živili, potem je tam en fant, ki jih uči. To pa recimo teme, ne vem, danes bomo šli ribe, danes bomo šli omake, jutri bomo šli, ne vem, testa in tako naprej. Pa v bistvu prav šola, ne? Ful se naučiš. Ja. Če si priješ tja, velikih pravijo, jaz sem se ful naučil tam. Ja. In pa so izzivi, ki so nastavljeni, pač tako in tako. Tako, jaz bi šel z veseljem čez ta proces. Ni pa lahko. Ful je zanimivo, da rečeno. Tisti, ki ima voljo, pa čas mu res priporočam, da bi rad v kulinariki naredil tako korak sam pri sebi. Pa nima veze na konca, si zmagovalca. A si s kom pol sodeloval poslovno potem, ali pa da ste ga zaposlili? Ali pa? Zaposlili smo eno punco iz prve sezone, Carmen, je zdaj pri nas na dvoru. Poslovno pa pol skoraj z vsemi zmagovalci, ampak bolj v smislu tega, recimo na nekem dogodku si zaželijo nekoga od njih, recimo z mano v kombinaciji, in potem ga pač pokličemo, on naredi neko animacijo, mi je neko animacijo. To je pa v bistvu, ne vem, da ljudje imajo na koncu več nekega, tako kar rečeš na dogodku, ne. Jaz pravim, da je dogodek tako kot avto, ki se fantje za šankom hvalimo, kva imamo, ne, vse od opreme, koliko pa dejansko uporabljamo, je pa vprašanje, ne. Isto so dogodki, ne. Ta je bil je bil, to smo jeli, tam smo bili, to, ne. To pač našteva, zato tako gradimo danes dogodke, ne. Pač nek wow efekt je treba tukaj dosežiti. Zdaj sem ravno prišel iz sestanka z Lukom, letošnjim zmagovalcem, Ministrstvo za kmetijstvo je nek ekodan in bova skupaj potem ustvarila. On je tudi, recimo, njegova zgodba je zanimiva, ker je kmetijo kupil s tem denarjem, in zato je ta povezava super. A bo tam delal nek kmečki turizem? Ali? Ja, neko turistično kmetijo v takšni in drugačni obliki, prav da ima še kar nekaj časa, da bo zdaj še izkoristil ta del. Včasih je malo težava teh zmagovalcev, veš, da so malo prepuščeni, pa nimajo tega nekega znanja, kako se pol na trgu postaviti. Luka, recimo, hvala Bogu ima, Darko tudi, recimo, druga sezona. So eni taki bolj prepoznani. Potem recimo in Bruno, on je pa mislim, da 7. sezona, je ful se umiril, je šel v šolo v Pariz, v Cordon Bleu. Zdaj v Parizu dela, ker smo bili na olimpijskih, so se dobila. Cordon Bleu je kaj? Je kuharska šola, zelo priznana. A tam so izumrli Cordon Bleu? Ne? Ja, ne, to pa ne vem, čisto povezave. Ampak tak imema, je pa recimo tam prijajo študenti z celega sveta. Je čisto tudi snov, kako nož držiš, rezanje, na koncu dobiš pač to širino, neko osnovo, kuharsko knjigo, potem pa pač so ti malo vrata odprta, lažje v kakšne dobre restauracije, da dobiš izkušnje. A mi malo poveš to v tujini, ki si jedel v kakšnih Michelinovih, ali pa kaj je bilo tako najdražje, kar si jedel, ali pa da je bilo res cela izkušnja posebna ali pa drugačna, da te je res presenetilo? Bili smo, to je nazaj že po moje nekih 15-17 let v San Sebastianu. San Sebastian je največ Michelink na prebivalca v mestu imajo. Oni so se takrat čist preobrazili iz tega zelo industrijskega, so šli zelo to zgodbo in sem bil Fine dining, čisti Martin Beresdegi je bil, je takrat še zdaj, pa takrat je bil ful ta monokularna kulinarika. Preveč je bilo, overdose je bil na koncu, ampak ker sem jaz stopil noter restauracijo, ker je bilo noter, mislim, da je bilo 25-30 sedežev.
In potem smo imeli, ker smo šli za eno šolo, smo šli pogledati dol vinsko klet in potem smo šli v kuhno in je noter delali 25 kuharjev. To je bilo 5 postaj, na vsakih je bilo 5 kuharjev noter. In ko smo mi vstopili, so šefi na sredi sedeli, so nože pucali, odzad so pa vajenci pucali. Tako, to je nek nivo, ki ga v Sloveniji ima, po mojem, trenutno samo Ana. Po tej neki strukturi, organizaciji, govorimo o fine diningu in v a la carte ponudbi. Ne, to pomeni, prideš, to. Ana ima tle to zelo podobno narejeno. Vsi ostali je bolj to tako, ne vem. Na smeni so 3, 4, 5, odvisno, koliko si velik, in se to pač podela in tako naprej. Pač ta drugačen experience je. Imel sem zdaj v Parizu šanso z Ano delati, pa z ekipo tako. Zato ten dogodek, ki ga pripravljamo, ki je malo večji, bomo mi sodelovali z enim z drugim. So imeli zdaj tastinge 2 dni. Ne, da vstopiš v ta svet, je tako na nek način, kar lahko malo privilegij. Pa tudi mogoče za njih, ker lahko vstopijo v naš svet. Mi smo zelo močni na teh dogodkih, to, kar se pogovarjali, ampak ta pogled, to so druge dimenzije. Pač večji trgi so, ne vem, vele mesta, Pariz, Berlin, recimo vse te prestolnice. Koliko pa more stati pol meni, kaj si rekel, 35 stolov je, v kuhinji je pa 25 kuharjev? 300 plus. Aha, 300 plus. Ja. Sem predpostavljal več, ne? Ana ima že toliko. Ja, plus še pa so vinske spremljave še potem, ne? Ampak ja, na koncu ta izkušnja toliko je. Tudi tja, ko greš s Karimom pa mojim mirom smo se pogovarjali, ne. To je tako, ko bi šel na eno opero. Ti se moraš malo pripraviti, moraš malo prebrati list, ne. Kdo je nastopajoč, kdo so te imena, kdo je to napisal, kdo je aranžer, kdo je to, ne. In potem, ko ti vstopaš noter. Bolj kar neka predstava ali pa nek art, ja. In že ta izkušnja, ne, ko ti prideš tja, se odpravaš v Slovenijo, ne, in se pelješ do Kobarida, recimo, ali pa kjerkoli. Ne, to že mora biti del te izkušnje in prideš tja in ves ta servis in tako naprej. In to je cel paket. Ne, in če je spravno danes v našem svetu je dobra hrana, po moje 30%. Celotne izkušnje. Ne. Enkrat smo imeli en zelo zanimiv dogodek, smo delali v Zagrebu, ki so odpirali novo linijo Zagreb-Dubaj. Mi dobimo prepraševanje, mislim, da se je 12 cateringov prijavili. In 3 dni prej tasting, in pride ena ekipa, ki sam dela dogodke ob otvoritvah novih linij. Polno nas tam vse posede, tako mi neki znos smo gor, rekla, a veste, zakaj smo mi drugačni od ostalih prevoznikov? Ko vsi gledamo, ne vem. Zato, ker je cela izkušnja z nami zelo dobra. A ne, iz točke A na točko pa ti lahko priješ za 50 evrov, ne? Z nami ne moreš prijeti za 50 evrov, ampak mora dati pa veliko servisa. In da vseh zahtevam veliko servisa. Pa je bil tam električar, pa čistilka, pa hostesa, pa kuhar, pa natakar, pa unkaj pel, blablabla, a ne? In na koncu je rekla tako, dogodek se začne, ko človek doma zapre stanovanje in ko ga spet nazaj odklene. In ona je razmišljala, kako bo imela na koncu marele, če slučajno sedeš, pa kako je v Zagrebu rezervirala 150 taksijev, da so ljudje ne čakali taksi, verjetno imaš izkušnjo iz kakšnega dogodka, ne? Vse je bilo top, sam pa taksija ni zdobo zadam, ne? In vsem tem so oni razmišljali, organizatorji. Detajli, ne? Čisto totalni detajli. Ja. In to je v bistvu to moč, ki jo lahko ponude stranki, če pač imaš to, ne? Prani si jedel kolikrat? Prani sem pa jedel 2-krat ali pa 3-krat, 2-3-krat. Že prej, ker ni imela nič, pa potem, enkrat smo bili z eno ekipo tam, mislim, to je. Kaj pa je drugače, kaj je poseben po tvojem mnenju? Profesionalnem mnenju, ne, jaz sem laik. Veš, kaj je ta servis, vse to, kako se počutiš, kaj imaš, ne? In tudi te debate, ja, ampak zdaj pa to 300 evrov je. Ni zastonj to 300 evrov. Kaj enkrat to razumeš, ne?
te okusi, to razmišljanje, kako narediti, kako drugače narediti. Recimo, potem ni nujno, da je vinska spremljava, ne? Zdaj ful delajo na sokih, na brezalkoholnih spremljavah. Vsi ful popamo zraven vina. Ne? Ni nujno, je svet pijača. Lahko so čaji, lahko je uno, veš te vse kombinacije. Vse ni nujno, da vsi vino pijamo, da vsi pijamo alkohola. Veš, da to nekdo razmišlja. Ne? Kako pobere naročilo, počepne pa je s tabo na tej višini. Tako, veš, kaj se zgodi s krožnikom pred tabo, ko ga nekdo dokonča. Se pa lahko to igraš, kaj tam, ne vem, 4 za mizo, ona ima celo eno pravilo, dobro, smo enkrat kot neka skupina, da ne pusti, da je več kot 6 ljudi sedi za mizo. Zato, to je potem rata gasilska veselica mal, ne? Ni fokusa na tem. In pol jih mora ločiti, ali kaj? Ni mizo 6. Ja. Je pa zdaj razlagala, kar ima 3. V Parizu smo se ful pogovarjali o tem, da veliko ljudi pride kot sam na to izkušnjo. To pomeni, jaz nimam tvojega mnenja, jaz nimam tvojega pogleda, kaj neki probaš, pa se v bistvu sam sem. Jaz tako v kinu hodim. A res? Ja, najlažje. Ful mi je dober to. Tako sem rekel, ne me hecati, sam res. Ne vsi hodimo ven z družbo. Ampak ko pa enkrat toliko visoka kulinarika ali pa karkoli, ali pa nek ugled, ne vem, enega avta, hudga, bi pa res mogoče šel najrajš sam. Je se tudi pogovarjanje o nečem ti vzema fokus, ne? Ti, če si v tišini sam sabo, pa ne govoriš o neki x stvari, kaj se ti dogaja v službi, tako. Pa zraven še ješ, ne moreš biti toliko fokusiran na hrano. Ne moreš biti, to je potoma te pol. Ja. To, da ima to smisla. Da... Ful mi je bilo zanimivo to, ful. Ja. To so se zdaj pojavili, odkar so 3 Michelinke dobili. So se ljudje tako naštelali, taki gosti. Pa tujci, verjetno. Tujci, ja, seveda, absolutno. Jaz bom probal. Že šla v eno veliko mesto, šla vsak v svojo. Veš. Ja. Ne, sigurno je drugačna izkušnja. Kaj imaš pa plane tako zdaj naprej, v bistvu biznis plane? Biznis plane, absolutno to Avstrijo zdaj zalaufati. To je to, v Sloveniji mislim, da smo na tem področju ok. Kar se tiče pa posla, pa zdaj nek plan s to zgodbo, pa neko strategijo imamo do 2027, da kot podjetje prijemo do približno 20 milijonov, plus minus. Letnega, ja, prometa. To je nek naš cilj pa plan. Tudi zato imamo še zaenkrat kapacitete. Čim več cateringa v tujini. V Sloveniji ga pač naredimo, kakor ga naredimo. Ker pač le zelo odvisno, ali pride en kongres ali ga ni. In je to zelo odvisno od tega. Drugače pa ta tujina s cateringi je recimo nam velik cilj. Prebiti v te športne dogodke, ki so neka konstanta. Tam se tudi zelo dobra dodana vrednost je, catering je kakorkoli obračamo, zelo dobra dodana vrednost. Tako da je to nek naš cilj in plan. Kako? Pol recimo ful vlagamo v te sodobne tehnologije, tudi v kuhanju. Kaj pa? Strojno napovedovanje dogodkov, koliko se bo pojedel česa, pa zdaj uporabljamo neke pametne tehnice, jih imenujemo, kjer v bistvu vse, kar vržeš kot odpadek, se to poslika, delamo potem analize, kaj zavržemo, v kakšni obliki zavržemo, zakaj to zavržemo. Ker bi v bistvu na tem zero waste ful delamo. Približno 20% se vrže, nabavljene vrednosti se vrže stran. Problem catering dogodkov je, da pravzaprav ni, ne veš, za koliko ljudi bomo delali. Pa ne sme biti premalo, mora biti preveč. Ne sme zmanjkati. Ne? Ja. Naročnik te tudi zato pokliče, da bo vse na koncu kula. Kaj naredite bolj s to hrano, recimo na cateringu? Več ali manj mora iti stran. Ja, ampak stran gre pol to za kakšne živali? Ali... Ne sme iti nič. Ne sme iti. Ne. V bistvu gre vse to stran, pol ljudje, pa dajte to nekomu pelati, super, ja. Sam si predstavljaš, da je danes dogodek, jutri imaš pa ti poroko, pa mi na tvojo poroko to pelamo, ne? A ja, ne. A vidiš, ne? Ja. In ne gre to tako, ne? Strojno predvidevanje, si rekel. Ja. Kaj misliš tukaj strojno? Misliš AI ali kaj? AI, v bistvu tle mi delamo, to pa delamo z eno ekipo mladih fantov, mislim, da je računalniški faks fakulteta. Smo recimo za odprto kuhno v Ljubljani, smo prišli toliko daleč, da nam napove
do 10 porcij natančno, koliko bomo v petek prodali porcij. Na podlagi prejšnjih podatkov? Na podlagi prejšnjih podatkov. Oni so te podatke, vzeli so podatke, koliko smo mi naročili, da bomo sabo peljali, koliko smo na blagajni prodali in to so sparali z vremenom. Odprta kuhna je zelo vezana na vreme. Ali prevroče, premalo vroče in tako naprej. In zdaj nam to zelo dobro funkcionira. Tako da to. In zdaj to počasi poskušamo, da bi v bistvu s temi zavrženimi podatki prišli do tega, koliko česa ponuditi nekemu tipu dogodka, tipu gostov. A ne? Veš, ti imaš lahko, ne vem, naročnika, ki je vegan in ful to zagovarja. Na dogodku pa ni toliko veganov. In ti, ker se z enim ti se z enim pogovarjaš za 100, 200 tisoč ljudi. In ti imaš pač samo od njega imaš občutek, ne od vseh ostalih. In ko bi pa ti njemu pomagal, kakšno bo te imel strukturo ljudi, take. Tako da to je zdaj recimo en tak misija podjetja, kako čim bolj zoptimizirati te stvari. Ful dobro, sem kar presenečen. Sej vidim, da ste kar napredni tako, v biznisu. Tako, se lahko verjetno veliko ljudi, ki v podobni industriji dela, uči od vas. Tako da ful hvala, ker deliš pač take stvari. Z veseljem. V bistvu sem bil, veš, kje sem bil? Na Zajli sem bil. Večer na Zajli. Sem bil ful zadovoljen, pa toliko stvari se dogaja. A ni? Ja, tako prav res je izkušnja taka zanimiva. Priješ tja, že presenetilo me, koliko ljudi je bilo tam. Jaz sem to tako mislil, da je vsak teden, ampak je to zelo redko. Ja, zdaj jih naredimo kar 30 na let. 30 na let, aha. Ja. Ja, in pogreš not, in pol ješ tam, in tako se tam je zanimivo, ker si sploh. Ja, pol se tam plešejo. Taka, veš... Pol izkušnja. Izkušnja. Če pogledaš, je hrana mora biti dobra. Je pa na koncu koliko je? 30-40% hrane. Ja, mislim, tam je doživetje. Še ekstra doživetje, pomembno. Smo pa to, recimo, jaz temu rečem, da trezne ideje so slabe ideje. Kdo se je to spomnil? To smo imeli pri nas en dogodek, smo tam bili malo za šankom in kako bi mi malo sodelovali in 3/4 in sam tako, Zajlo imamo tle. In dejansko nismo tega produkta nikjer videli v tujini, nikjer ga ne. Neki so zdaj pa v Avstriji porovali, so tudi bili tle, kako imamo mi to popedenan pa to. Ampak to v bistvu, zakaj imamo mi ta produkt, lahko ga kup kot posameznik nekdo in ful si ga dajo za darila. Ful, jaz sem to za darilo dobil. Ful, za darila. In to je super in potem mi pa te dogodke izvajamo takrat, ko je catering ekipa recimo malo bolj frej, malo bolj prosta, na tiste dneve dajemo. Včasih nam tudi ne rata, ampak vso infrastrukturo imamo in nam en tak dogodek ni speljati nobene težave. Če pa to dela ena gostilna, je pa težava. Imamo ta booking sistem ful dobra. Istega uporabljamo za akademijo našo. Na tečaju pa še ni zbil nibenem. Kuharske tečaje imamo. Kaj bi mi pa priporočil, da grem jest nekam k vam? Kaj je najboljš? Če je izven sezone, ali pa najbolj naš je Dvor na Brniku. Blejski grad, koliko si bil na Blejskem gradu? Nikoli. To recimo Slovenci ful redko gremo na Blejski grad. Gorno restauracijo, zelo dobro restauracijo. Ful je obiskovalcev, ampak ne vem, če je gor Slovencev 3%. In izven sezone vsem rečem, pejte na Blejski grad. Izven sezone? Sezone pa kdaj? Recimo zdaj bo tam, oktobra bo že malo bolj na ok, ki je res lepo. Restauracija, pod tabo je Blejsko jezero. A veš, tako experience je spet hud. Če si v Ljubljani, recimo Ljubljanski grad je tak prijeten in sprehod narediš, gor se usedeš. Katera restauracija je na Ljubljanskem gradu? Ta na ploščadi. Aha, kako se reče? Gostilna na gradu. Ampak to je Razpopovič imel prej, ne? Ja, prej. Z Ano. Za Ano, ja. Tako. Delal sem na otvoritvi. 3 leta nazaj je bil razpis. Aha. Seveda, če je bil tam. Ja, to je bilo 15 Ja. 10 let, 15. 15 let, Ja. Pa je bil pa razpis, pa smo mi oddali. Aha. V Ljubljani prej nismo bili prisotni. Pa je pa še pivnica naša, Union. A to je tudi vaše? Ja, to bomo pa zdaj, sodelovali smo zraven, ko se je projektiral,
pa je potem pivnica to sama vodila, pa je pa Heineken prišel, pa so to potem dali malo na stran. Pa iskali nekoga, da bi... Tako, pa smo se pol zelo dobro dogovorili, super je pa težava malo tle pivnice, da jo proizvodna piva se je preselila. V tem delu sam še to skladišče, ni več to. Trenutno imamo malo ukrnjeno ponudbo piv, kar ni čist najbolj za pivnico, ampak bo zdaj grejo prenovo te stavbe, ki je spomniško zaščitena in bo noter mikropivovarna, ki bo služila samo za potrebe pivnice. Okay. Tako da zdaj je tudi neko transformacijo ta prostor in cel ta prostor. No. Ja, se tudi nek tak trend teh piv zadnja leta v Sloveniji, teh mikropivovarjev. Ne? Tako da smo ful veseli tudi za pivnico, da je pač naša. No. Tako lepe lokacije imamo. Se pravi Bled, izven sezone ali pa dvor na Brniku? Na Brniku. Okay, bom si zacahnil. Ja. No, da je zacahnil. Sigurno. Lahko me prej pokličeš, te prijem pozdraviti. Ja, če boš tam, ti vidiš, da 6 mesecev te ni, ne? Ja, sej, ljudje tako, a si, a boš tam, a kako si, pol sam rečem, da če me pokličeš, da se dogovorimo, sem z veseljem. A še kdaj kuhaš v restauracijah? Zelo redko. Bolj kot, recimo imam svoje delavnice na akademiji naši, to odfuram, to mi je ful dobro, ful red sem pedagog, ful red poučujem ljudi. To mi je top. Ne, se vidi v oddaji, ja. Da bi se prav v kuhno spravil, pa v bistvu težko. Ne gre. Ne gre več, časovno ne gre. Rad pa doma kuham to pa. Ja. Lepa sem. Strasten. Hvala ti, Luka, meni je bilo top. Sej, kakor si videl, ne, jaz nekaj me zanima, nič ne vem in super si. Imajo občutek real time, ki jaz sprašujem dejansko stvari, ki jih ne vem, pa kam me zanimajo. Ful dobra izkušnja. Hvala ti, ki si bil pripravljen. Respekt. Prijed, res. Tako, ka imaš res dobre goste. Pa. Ja, hvala, ki si bil eden od njih, pa želim ti vso srečo na biznis področju, pa to promociji kulinarike, to, kar delate ful dobro s to oddajo, no? Tako da bravo. No? 11 je pred vrati, tako da bo. Ja. Sploh se prijaviš. Hvala ti. Ful ti hvala. Bodi dobro.